Jaz, kar sem imela stikali z ljudmi, dosti starejši sami primejo material, kakor da ga kupijo. Ampak to je zdaj moja izkušnja, ne. Jaz sem dosti delala z otroci pa študenti in pač tudi odraslimi in to je res ena taka iskrena navezanost, zelo hitro pride do nje in navdušenja do materiala. Tako da mislim, da ga prihodnost keramike bolj vidim v tem, da bojo ljudje jo rajši prijeli kakor kupili. Mislim, da dosti postaja popularno to, da si ljudje sami izdelajo neke sete, ker so ponosni, da nekaj lahko naredijo s svojimi rokami. Ker če tako pogledaš, prehajamo v dobo računalnikov, vsi pač sedimo z računalniki, za televizijo, v bistvu kar rabiš, kupiš. In ljudje ne delajo več ročnih spretnosti, si ne znajo več toliko sami izdelati stvari in mislim, da bo zdaj to prišlo res v ospredje, da bi si pa vsak rad nekaj naredil. In da je tisto on naredil in da je to njegovo. To sem še posebej opazila, da zelo cenijo. Ne vem, recimo za vreteno, ko nekaj zvrtijo, to je čisto navdušenje. Wow, glej to. Tako da ja, je pa definitivno imaš tudi ljudi, ki izjemno cenijo ustvarjalnost drugih, ampak mislim, da je to že neki drug sloj tistih, ki imajo zares denar in ki si lahko to zares privoščijo. Tisti pa ja, bojo pa zmeraj podpirali umetnost. Včasih manj, včasih več, bojo pa vlagali v tiste umetnike, v katere verjamejo. Odnos države do keramike je precej tak mačehovski. Saj mislim, da to vsi keramičarji povejo. Zelo je spregledan medij in zelo je ignoriran medij. Pa zdaj s tem ne mislim samo Ministrstvo za kulturo, ampak mislim tudi medije. Recimo meni se je zgodilo, da sem dobila nagrado na extemporu keramike v Piranu. V delu je bil, ki je sočasno tudi z extemporom slikarstva, slikarskim extemporom. In potem je bil en obsežen članek v delu o nagrajencih obeh extemporov. In jaz ne pretiravam, pač res en velik odlomek, kjer so bile navedene vse hotelske nagrade, vrednost, naslov dela, vse je bilo našteto tam. Res en tak orang kos v slikarskem extemporu. In potem na koncu en stavek o glavnemu nagrajencu extempora keramike, kjer je bilo pač navedeno ime zmagovalca Grand Prixja in naslov dela. Recimo mene je to izjemno razburilo, ker je bila ta razstava popolnoma zapostavljena. S tem, da sem videla obe razstavi in se je meni zdela razstava keramike dosti bolj kvalitetna kot slikarska, ampak okej, to je moje subjektivno mnenje. Tako da ja, o tem se ne govori in se ne piše, tudi o unikumu, ko poteka, se ne bere in se ne piše toliko o tem, če recimo primerjamo z grafičnim bienalom. Okej, grafični bienal ima zgodovinski pomen, je na drugem rangu, se zavedam, unikum je mladi trienale, ampak vseeno mislim, da se ne da take priložnosti keramiki, kot si jo zasluži. In mislim, da to predvsem zato, ker ima res to stigmo obrtništva. Tudi saj keramika v Sloveniji je naredila ogromno korakov naprej, ni jih pa naredila še dovolj.